Naš gost. Naš gost. Naš gost. Dober dan, dobrodošli, spoštovani poslušalci, na praznik Marije Pomočnice kristjanov. Oddajo Naš gost poslušate. Odločitev za današnjo sogovornico se je zdela povsem logična izbira glede na praznik. Pogovarjali se bomo s sestro Miro Peče, redovnico hčera Marije Pomočnice, ki jih poznamo tudi pod imenom Domboskove salezijanke. Sestra Mira se je rodila v Novem mestu leta 1958 in po končani gimnaziji želela nadaljevati študij medicine. A nato je po posegu božje previdnosti vstopila v novicijat. Kakšno je bilo njeno otroštvo? Kako se spominja srečanja z nekdanjim papežem Frančiškom, takrat še argentinskim škofom, bo povedala kar sama, vse to in še več. Sestra Mira Peče, lepo pozdravljeni pa dobrodošli. Hvala lepa, enako tudi vam lep pozdrav in hvala za povabilo v studio. Smo vas ujeli za tale intervju, potem ko ste prišli z bližnje Hrvaške. Ja, tako je. Kod ste bili? No, bila sem na Reki, smo imeli eno sejo, popoldan, tako ni bilo predolgo moje bivanje na Hrvaškem. No. Mesečno imamo sejo inšpektorialnega sveta, tako določene stvari obravnavamo. Kaj to pomeni? Skupaj na ravni naše province, redovne družbe, sem svetovalka, torej ena od pomočnic ta glavne predstojnice in z njo se vsak mesec srečujemo za redne seje, včasih pa tudi kakšna izredna pride, da obravnavamo določene teme, ki so aktualne za naše življenje in poslanstvo. Zdaj se tudi približuje zaključek šolskega leta, je treba tudi razmišljati za naprej, kako bodo postavljene nove skupnosti, včasih manjka kakšna oseba na kakšnem mestu in iščemo te osebe. Tako, to je kar dost zahtevno delo, ker veš, da imaš opravka z osebami, ki so že na nekih določenih mestih, so že utečene v svojem delu in poslanstvu, pa kadar pride neka premestitev, verjetno za njih tudi ni najlepše. No, potem pa tudi gremo v določene skupnosti, ne zasedamo vedno v centralni hiši, to bi bilo na Rakovniku, prav z namenom, da spoznamo še bolj realnost, kjer sestre živijo in delujejo, da tisto skupnost srečamo, da se z njimi tudi kaj pogovorimo in jim damo priložnost, da povedo tudi nekaj svoje doživljanje, tudi svoje pobude, včasih tudi kakšno težavo, ne? Pa če treba z gospodarskega vidika kakšno stvar, ki premakniti, tudi zato gremo, da si ogledamo stvari, kako bo potem zastavljeno renoviranje hiše ali kaj drugega. Ne? In v bistvu ste zelo aktivni pri svojih vaših zrelih, modrih letih, a vas to kdaj utrudi, to sem in tja, na Hrvaško, pa zdaj le skok? No, tole na Reko iti, to res ni tako težko, ne? Pa še ni bilo treba voziti, jaz sem lepo počivala v avtu. Pa ste bili že dlje, ne, predvidevam. Pa navajana sem potovanj. Čeprav z leti se to tudi čuti, malo bolj, ne? Bolj kot potovanje samo utruja, mogoče včasih vsebina, ne? Pogovorov oziroma teme, ki so tudi zahtevne. Torej na samem mestu. Kaj pa med potjo? Kako si radi krajšate čas? Ste v tišini? Med potjo rada molim. Po navadi vedno zmolimo rožni venec, kadar je pot malo daljša, od 20 minut, no ali tako. Potem rada občudujem naravo in hvalim Gospoda, res Slovenija je tako lepa. Zdaj, ne, po letih, ko sem živela dosti tudi v tujini, pa človek se vrne nazaj in pravi, na tako malem koščku zemlje, toliko lepote. Vse posod, kamorkoli greš, imaš kaj občudovati, tudi glede na letne čase, no, so spremembe. Potem se kaj pogovarjamo tudi. No, zdaj, ko sem pa imela ravno to navezo z vami, sem pa tudi razmišljala, kako bi prišla do tistega kratkega življenjepisa, ki ste me ga vi prosili, da naj pošljem, ne? Da boste kaj izvedela o meni. Pa sem iskala po mobitelu. Ste s tehnologijo na ti? Ja, kolikor je nujno potrebno. Nisem glih najbolj aktualizirana, ampak ko pa Hrvatje pravijo sila kola lomi, ne? Takrat, ko kaj potrebuješ, se kar hitro naučiš določene stvari. To si bolj ponižen, vprašaš in tako se naučiš, prideš do tistega koraka, ki ga moraš narediti. No, tujina naj bo v tej uri pogovora še poklicala, ampak sestra Mira, morda bi se vrnili do vašega otroštva. Rodili ste se leta 1958 v Novem mestu. Kako se spominjate svojih otroških let? Moje otroška leta so bila vedra. Živela sem v družini,
kjer smo bili 4 bratje in sestre, torej 2 brata pa 2 dekleti. No. Jaz sem bila najmlajša. Živeli smo na podeželju, tako 5 kilometrov iz Novega mesta ven. Kateri vasici? Smolenja vas se imenuje. In tako je bilo pisano življenje, ker vsi smo imeli čas za igro tudi in s sosedami so bile prijateljice, smo se o praznikih, posebno v nedeljah, veliko tudi družile in igrali, ampak čez teden je bilo pa tako, da tudi večkrat, potem ko sem še malo odraščala, je mama rekla, ja, bo treba še tole narediti, na njivi je še nekaj dela, ali boš kuhala, ali boš šla na njivo. Ne, in to, Kaj ste izbrali? Ja, jaz sem včasih rajši njivo skupaj zbrala, čeprav tudi kuhinja mi ni bila težka in moram priznati, da kar sem se tako kuhati naučila, sem se še največ od mami, no. Potem tudi v družbi so nas uvajali v kuhinjska dela, ampak zdaj, ko leta tečejo, se ti vrača tisto, kar si se od mame naučil, ne, pa rad poskusiš tudi to. Kako se pa jo spominjate? Moje mame, ja, kot ene res dobre, plemenite žene, močne žene, je tudi tako, že kmalu je oče zbolel, srčni bolnik je bil in je veliko bremena bilo na mami. Tako da ampak je zelo pogumno peljala vse naprej. Ste imeli kot kmetijo ali kako? Ja, in tudi drugače je bila zelo verna žena, globoko verna. Se spomnim, kako je recimo v praznikih z veseljem pripravljala, ne, dobrote, prepevala in tako že vnaprej naredila nekako tisto domače prijetno vzdušje. Potem, kako je bila pripravljena za sodelovanje tudi na ravni župnije, imamo podružnično cerkev in je bila vsake toliko časa maša, pa verouk smo imeli tam otroci in mama je skrbela, da je bila cerkev počiščena. Potem tudi nekako animirala vaške žene pa gospode, da smo se zbrali, da smo pesmi poskusili pred večjimi prazniki, da se je cerkev krasila. Vse so tudi drugi sodelovali, ampak večkrat je bila tudi ona pobudnica. Predvsem pa to, kar mi je od nje ostalo, njena skrb, kadar je bil kakšen človek bolan. In je rekla, moram iti obiskati tega gospoda, ne, ali pa tole gospo, če rabi duhovnika. Tako da tudi jo je skrbelo, ne, če je pripravljen na srečanje z gospodom. In se je nekako tudi za to prizadevala, pa tudi radodarna je bila. Mi smo najprej spadali pod župnijo Šmihev, Novo mesto, tam sem bila tudi krščena in prijela prvo obhajilo, potem pa so nas priključili frančiškanom, Sveti Lenart, frančiškanska župnija. Ne, tako se je nekako ta krog tudi povezanosti s cerkvijo širil. Tudi tako patri so bili, pa prej gospod župnik iz Šmihela so bili večkrat naši domači gostje, posebno, kadar je bila maša ali pa po verouku je mama kaj pogostila, jih poklicala. Bi rekli, da je bila mama tisti lik, po katerem ste se zgledovali oziroma je pripomogel tudi k temu, da ste izbrali poklic redovništva? Morda tako, ne, človek to potem tako razmišlja, verjetno je tudi res njen zgled pripomogel. Čeprav oče je bil pa tudi ena taka res dobrohotna prisotnost, dober človek, vesele narave, priden, delaven. Tako, jaz se ne spomnim, da bi se starši kdaj pretirano jezili ali na nas ali nas tepel, kot se včasih zgodi v kakšnih družinah tudi lahko. Je bilo to dost vedro, prijetno ozračje. Pa še to moram povedati po očetovi strani. Sem imela strica, oče je imel brata, duhovnika. Ne, in z njim je živela tudi teta. Pravi, njegova sestra se ni poročila, je ostala pri bratu in mu je kuhala celo življenje, dokler je bilo možno. Na zadnja končna leta je šel tudi v duhovniški dom tukaj v Ljubljani, ker ni mogel več zaradi bolezni in teta se je vrnila na naš dom. In ta teta je bila tudi zelo taka verna oseba, tudi zelo podpirala cerkev na vse možne načine, tudi finančno, kakor je bilo možno, predvsem pa se spomne, kako je molila za duhovne poklice. Ne, in verjetno je tudi ona, ki je izprosila. Ja, sej tudi moja potem poklicna zgodba je nekje povezana s to platjo, s teto in stricem.
Kaj pa še z brati in sestrami? Se je kdo odločil za podoben poklic? Ne. Sestra najstarejša se je prva poročila, takrat je bil zame tako kar težki trenutek, sem mi zdel, da sem sestro izgubila. Se spomnim. Med nama je skoraj 11 let razlike v starosti, ampak tako res sem čutila to, ta odhod od doma. Potem sta sta dva brata. Tako prijetno ozračje, smo povezani, ampak tako kakšnih posebno drastičnih spominov nimam. No. Kaj pa bi rekli, da sta vam starša položila v zibko? Kakšne vrednote? Kaj sta še posebej izpostavljala, da se vas je prijelo? Jaz mislim, da delavnost, marljivost, potem ljubezen do življenja, do narave, predvsem pa mislim, da vero, zaupanje v Boga in tudi posebno z mamine strani ljubezen do Marije. Mislim, da to lahko iskreno rečem. Ne? Res smo vsi odraščali v tem delovnem ozračju in tudi verskem ozračju. Smo molili rožni venec doma, včasih smo se otroci malo hecali. Ja, se razume. Nismo bili tako strašno goreči vedno, ampak tudi če pa nismo zmogli več, pa tudi ni mama bila. Mama je animirala to molitev, oče je pa rad sodeloval, ampak je tudi mama znala razsoditi, če je bilo predolgo, ne da smo tudi samo kakšno 10 zmolili. Ampak vse druge verske običaje smo pa upoštevali in tako in tudi živeli. Šmarnična pobožnost. To je bilo pa nekaj najlepšega zame. Prej, ko sem bila še manjša, je prav mama, kolikor se jaz spomnim, si lahko, da je bila še kakšna druga gospa tudi, da je to animirala, ampak ker patri niso hodili, tako so že patri imeli čez, se spomnim, da je mama tako nas uvedla, molila 10 rožnega venca, potem litanije, prebrali smo tisto spodbudo, ki je bila dana, pa smo se še malo poigrali okrog cerkve, pa šli domov. Potem pa, ko sem že malo bolj odrasla, je pa mama že to tudi meni zaupala, tako da sem lahko tudi jaz to animirala. Čeprav smo pa včasih malo izkoristili to svobodo, smo se šli še kaj igrati, enkrat sem se celo v patra oblekla. Tako da je veliko anekdot. Ampak mi je bilo pri srcu, da sem že takrat čutila malo to animatorsko žilico, da sem lahko z otroci tudi jaz molila ali pa celo vodila naprej molitev. Litanij, posebno to smo radi molili. Ja. Tako, na tak lahkoten način se mi zdi, da opisujete to vaško folkloro, takrat pa vendar ste odraščali, sestra Mira Peče, v 60-ih, 70-ih letih. Ste kaj čutili takratni režim? Smo čutili, tudi zato, ker prvič v razredu ni bilo tako vse sproščeno, niso vsi otroci hodili in včasih smo tako, tisti, ki smo imeli po šoli verouk, ponavadi smo šli po šoli, smo se čutili tako majčkeno zapostavljeni tudi. Ne samo takrat, ko smo odhajali k verouku, ker to je bilo itak že konec šole, ampak tudi sicer. Ne s strani vseh oseb, to je bilo do prve 4 razrede, sem obiskovala v podružnični šoli, in so bile tovarišice, kot smo jih takrat klicali, zelo različne. Nekatere smo točno vedeli, da niso prav naklonjene, kakšne druge pa niso pokazale posebno ne naklonjenosti, niti ne odpora. Jaz sem šele pozneje odkrila, ko sem bila že novinka, torej ko sem že bila pri sestrah in sem se uvajala v duhovno življenje, da je bila ena od teh učiteljic celo zelo, zelo pobožna in ko sva se srečale na Brezjah, na dnevu molitve za duhovne poklice, me je objela pa rekla, moja punčka. In to je tudi mati enega duhovnika. In jaz sem pozneje zvedela, koliko je ona in ta duhovnik tudi koliko sta pretrpela, tudi strani lastne družine, predvsem moža, da sta lahko bolj naskrivaj živela svojo vero. No, ampak se pa spomnim tudi, da je mama kdaj se nekako tudi borila z učiteljico, kakšno učiteljico, da ni pravično ocenila, da je malo diskriminirala, ampak dobro, to mimogrede povedano. Tako, malo se je čutilo to ozračje že tam na osnovni podružnični šoli, potem v Novem mestu, Katero Pena, kjer sem nadaljevala šolo, in na gimnaziji tudi, kjer sem obiskovala v Novem mestu gimnazijo, nas je bilo pa res peščica vernih.
Aha, takšen osip se je Ja, ker pač mestni otroci mogoče tudi niso imeli, posebno na gimnaziji, niso imeli vernih družin. Ampak kljub temu, recimo ena mojih najboljših prijateljic je bila iz ene take družine, ki je bila vsa v partiji, in tudi to prijateljico so silili, ne vem, če je potem stopila ali ni, ampak so imeli lepe odnose. Kako ste pa v takšnem okolju ohranjali to svojo vero? Glejte, jaz mislim, da cerkev je tista, ki nekje ti da čutiti, da varen dom, neko ozračje, topline. V frančiškanskem samostanu sem jaz to doživela, tudi sem bila del mladinske skupine, tam smo se družili, smo imeli redna tedenska srečanja. Torej, ko ste bili že v gimnaziji? Ko sem bila že v gimnaziji, tudi v planine smo šli skupaj. In na tak način smo se tisti kolegi, prijatelji med sabo tudi podpirali. Videvali smo se v gimnaziji, nismo bili vsi v istem razredu, paralelka ali kakorkoli že. Ampak to nam je dalo poguma, pa tudi neki ponos. Jaz se nisem čutila tako, da bi rekla, v gimnaziji se sploh nisem zapostavljeno čutila zaradi vere. Zanimivo. Ne. Kako je pa potem prišel ta klic? No, ta klic je pa prišel ravno v mesecu maju, sam po sebi. Tako je bilo, prej sem omenila teto pa strica, stric je bil v tistih letih, v zadnjem letniku gimnazije je bil župnik še na Primskovem na Dolenjskem in on je bil dosti povezan z salezijanci in je hodil z njimi na tako imenovane letne ekskurzije, ki so jih organizirali v tujino. In takrat je bil odsoten malo dalj časa in ker njega ni bilo, je prosil patra Berdena, to je bil pa jezuit, tako zelo poznan, odličen pater, da ga nadomesti, da teta ne bi bila sama v Farožu. In jaz sem pa tudi želela tako malo na počitnice kam iti, oziroma mi je bilo prijetno biti s teto in sem šla tisto leto prej, se mi zdi, že na te počitnice k teti. Koliko ste bili stari? To je bilo 18 let, 17-18 let. No. In tam sem tega patra spoznala, pa je rekel, a greš kdaj na duhovne vaje? Jaz sem rekla, patri, frančiškani so nam že omogočili kakšne duhovne vaje. Sem že bila pri sestrah na Strugi, pa kje druge, na Brezja sem tudi bila. Je rekel, bi šla za prvomajske praznike, to je bilo 77. leta, na duhovne vaje, takrat bom jaz tam bodil pri sestrah Salezijankah, če želiš. Ja, sem rekel, takrat smo ravno frej, imamo prosto, pa grem. On je bil povod, da me je pokazal eno možnost, kam bi še lahko šla na duhovne vaje. Ampak jaz sem že imela svoje načrte, sem se pripravljala, da bom šla študirati. Medicino sem si želela študirati. No, ampak tole je pa v meni že nekako veselje do služenja je pa raslo v meni. Jaz bi šla medicino študirati zato, da bi šla nekoč laična misionarka v Afriko. Ker pri patri frančiškanih so se vsake toliko časa pojavili misionarji in so nam kazali diapozitive. Eden iz toga je prišel in rekel, kako dobro, kako delajo, koliko dela je tam in koliko dobrega naredijo tudi mladi, ki pridejo, prostovoljci. Pa sem jaz tudi malo to sanjala, da bi šla. No, potem pa na teh duhovnih vajah na Bledu, pri Salezijankah se pa meni je nov svet odprl. Tako, na skupnost sester, mladih tudi, so imeli poklice, tam so bile novinke, mlade, ki so se pripravljale za duhovni poklic. Tudi duhovne vaje so bile malo na to na duhovni klic, mislim, da naravnane, čeprav se točno tega ne spomnim. Jaz se spomnim to, da sem se z duhovnih vaj vrnila vsa vesela in navdušena, da bom lahko še naprej zdaj Šmarenca vodila, ker me je tudi ta glavna sestra spodbudila, animiraj mlade, bodi z njimi, ker služi, to je res lepo poslanstvo, ki sem mi povedala, da imamo tudi tam Šmarence in to. Potem tudi kakšna druga dobra priporočila mi je dala, kako naj živim kot dobra kristjanka. No in sem se vrnila v svoj kraj, ampak tako, čas je bilo vse v redu, pol, čez kakšen teden se je pa neko čudno domotožje v meni pojavilo, te slike, kaj te sestre tam delajo, kako so tudi vesele. Pa sem se sorte razmišljala, sem rekla, kaj pa Gospod od mene zdaj pričakuje. No, v glavnem, jaz sem napisala tej sestri pismo, da sem pač moja čustva zdaj nekako zmedena. Sicer sem vesela vseh navodil, ki mi jih je dala in da veselo živim, se pripravljam tudi na sprejemne izpite in tako naprej.
pa na maturo, no še prej. Ona mi je dala tudi tako dobre nasvete, ampak gledajte, mesec je tekel naprej, čas se je odvijal in jaz sem potem rekla, to gre verjetno za kaj globljega. Zato sem šla še enkrat nazaj na Bled, na tej sestri na pogovor. Pater Belden ni imel pri tem nič, on sploh ni nič vedel, kaj se v meni dogaja. Šele, ko je potem prišlo do meseca julija do odločitve, da bom pa poskusila, če ni to duhovni klic. Takrat je pa potem tudi on bil presenečen in je rekel, to pa jaz sem molil. In sestra tudi ta je rekla, da je imela še neko posebno znamenje, češ ona je v tistem tednu preden je prišlo moje pismo, ko sem je omenila, da se morda govori ali pa odvija v meni ta božji klic in ta boj s Gospodom, je rekla, ja, to moramo še poglobiti, se moramo pogovoriti. Vsekakor, morda pa je eno znamenje to, da sem jaz v tem tednu mojo pokojno sestro v nebesih prosila, če si že v nebesih, pošli mi eno znamenje. Naj pride, naj se javi eno dekle, ki morda razmišlja o poklicu. No in takrat je dobila moje pismo, rekla ravno zadnji dan tiste 9-dnevnice, ki sem jo opravljala za mojo sestro, da bi bila že v nebesih, da bi bila že rešena. In je bilo zame tudi tako, tudi eno tako potrdilo, oziroma ne potrdilo, no znamenje, da Bog nekaj hoče spremeniti v meni. Čakal je toliko časa, da sem bila največ pripravljena. In zakaj sem bila verjetno takrat pripravljena? Nisem sama razumela tega, ampak zadnjo leto gimnazije sem jaz čutila eno posebno potrebo, da sem šla, vedno ko sem šla lahko, zjutraj k maši. Ni bilo to prej v navadi, celo ko je mama to odkrila, rekla, ko pa hodiš vsak dan k maši, sej ni treba, sej dozdaj greš ob nedeljah ali pa za praznike. Jaz sem rekla, mama, res je, da sem se z bratom, on je šel v službo, sem se z avtom z njim peljala. Vsega jaz pa namesto, da tam čakam, grem k maši, pa to čutim željo in potrebo, da se srečam z Bogom, z Jezusom. No in jaz mislim, da je Gospod tako pripravljal svoj klic. Najprej je hotel biti bolj prijatelj z menoj in potem me je odprl ta srečanje s sestrami Salezijankami, preko jezuita, ampak vseeno, jaz Salezijancev in Salezijank prej sploh nisem poznala. No in tudi to ljubezen do Marije me je položil v srce, tako da ko sem bila enkrat v stiku s sestrami, je bila odločitev dosti hitra. In potem ste že 1987 vstopili oziroma... Sem vstopila tistega leta, potem imamo vedno eno leto tako imenovanega aspirandata pa postulata. Takrat so rekli, ker si pač hodila v tako državno šolo, mogoče še manjka malo duhovne globine in sem študirala 2 leti teologijo v Ljubljani na teološki fakulteti. Potem sem šla pa v novicijat. In prvo leto smo bile na Bledu, v novicijatu smo bile 4, potem so nas pa poslali v Castel Gandolfo, blizu Rima, ja. Tako da drugo leto novicijata smo naredile tam in tudi za obljube. In ste že tam spoznali to, da ste rojeni za to, da delate z mladino? Tako, jaz sem v tem času preverjala ta poklic, ker to so leta vajanja, ko ti gledaš, kako sestre živijo, kako sestre delajo in tudi duhovnost. Še razločuješ. Še razločuješ in oni tudi razločujejo tebe, če si za to. Res je, da takrat še ni bilo toliko možnosti delovanja z mladimi, kakor je zdaj. Je bilo pa lepo, tisto prvo srečanje s sestrami na Bledu, ko je bila hiša polna mladine, ko smo bile povabljene dekleta na duhovne vaje in tisti pristop sester do nas, tisto nas je očaral, mislim, da vse, tako eno vedro vzračje, ki so znale pričarati in tako živeti z nami ves čas. In kako je danes delati z mladino? Ste rekli, da je možnost več zdaj je veliko, več kot takrat v tistih časih. Glejte, že sem sestre na Bledu, one so lahko imele duhovne vaje, ampak so rekli, ne hodite pa z dekleti ven na sprehod skupaj. Lahko grejo dekleta ven na sprehod, ampak v malih gručah, malih skupinah, brez sester. Ne se kazati v javnosti. Da imate to mladino v hiši. Takrat niso pustili, da bi bili mladi v naše hiše prihajali. V tistem času smo imeli lahko verouk samo v zakristijah.
ne, v cerkvi. Aha, Ni bilo, niti v župnišču, ne, vsaj pri nas ni bilo, no, odkar ga ni bilo. Tako da oratorij, to se je pozneje začelo. V Sloveniji? V 90-ih letih. In potem ste tekom vaše službe oziroma duhovnega poklica oziroma vstopa v red hčera Marije Pomočnice prepotovali kar veliko sveta. To je res, ja. In so se tudi odprla nova obzorja, ne. So pa sestre imele prej katehezo, to moram reči, ne. Katehezo so lahko imele, verouk so imele, kot sem rekla prej, v župnijah, v župniščih ali v cerkvah. Po Sloveniji in tudi drugod. Po Sloveniji, drugod po svetu pa sem videla, da sestre so imele zelo malo verouka, ker so ga imeli v šolah, so imele šole in še zdaj, ne. Naš red je vzgojna inštitucija, ne, tako da imamo različni od najnižjih stopenj do najvišjih šole po raznih državah. Zdaj različno, ne, kako se je to lahko razvilo pri nas. In vi ste jih kar veliko obiskali. Ja. Kje vse ste bili? No, to je bilo potem šele, ko sem bila leta 2008 poklicana za eno posebno službo. Ne. Kaj pa prej? Še prej sem bila pa poslana na sever Italije, takoj po zaobljubah. Me niso poslali domov, ampak sem ostala tam, kjer je bil takrat center naše province, smo spadali še pod italijanske sestre, ne smo bile z njimi povezane, one so nekako bdele nad nami in vzgajale nas, oziroma spremljale tudi, če smo kaj potrebovali, tako z duhovnega vidika, kot tudi materialnega. No, in so me dali v eno šolo. Tam je bil en zavod, Collegio Immacolata, se je imenoval, se je še danes, bil je vrtec, potem pa osnovna šola, 5 razredov in potem najnižja stopnja osnovne šole, srednja stopnja osnovne šole, potem so bili pa še tečaji. In tudi oratorij je bil dnevni, potem pa še na periferijah izven mesta, na podeželju tudi. In mene so vključili nekako to delovanje, da sem v šoli imela religiozno vzgojo. Učila sem v 5. razredu, pa 6. veronauk. Potem pa popoldan sem bila vsak popoldan vključena v varstvo otrok po šoli ali tako tedenski oratorij. In potem še na konc tedna, soboto, nedeljo, sem se z eno drugo sestro vozila izven Conegliana, da smo imeli tudi popoldanski oratorij s tistimi otroci tam. Tako da sem odkrila, ne, ta novi svet, kako se lahko to res obogati delo z mladimi, kako se lahko bolj celostno vzgaja mlade. Ne. In tako počasi se je to pri nas potem odpiralo, tako da recimo mi sestre v Murski Soboti tudi vodimo vrtec Laura Vikunja. Začel se je v naši skupnosti, ampak potem se je župnija za to navdušila in škofija, tako da je zdaj škofijski vrtec, sestre pa imajo vodstvo, no, pedagoško vodijo. Glede na to, da ste red, ki izobražuje, ki skrbi za mladino, zato tudi, da duhovno raste, pa tudi šolske zavode imate pod svojim okriljem, ste velikokrat uporabili v začetku najinega pogovora besedo animiram. Sem animirala mlade, sem jih spodbudila k temu, niste pa uporabili učila ali pa spodbudila ali pa poslala k učenju. Kako dojemate ta proces učenja? Tudi to je bilo, no. Ja? Tudi poučevanje je bilo en delček mojega življenja, ko sem prej rekla, tam v Coneglianu, v Italiji, pa potem, ko sem se iz študija vrnila nazaj v Slovenijo, sem nekaj let poučevala v gimnaziji, želim psihologijo. Ja, tako, bolj kot animirati, bi morala tudi uporabljati besedo spremljati mlade, ne. Spremljati mlade, tako z raznih vidikov. Iz čisto človeškega, ne, potem pa vse tja gotovo spodbujati za to marljivost, ne, pri delu, pri študiju, torej za tudi vsestransko odkrivanje svojih talentov in za to navdušeno darovanje samih sebe. Ne. Kdaj gledate na to, da od njih kaj zahtevate? Je tudi to vaš pristop ali je pač res to, da jih nekako spodbudite z dobrim vzgledom? Naj bi bilo tako, ne? Da jih spodbudimo z dobrim vzgledom, da jim odkrijemo možnosti.
Ne, potem pa gotovo je pa treba koga tudi spodbuditi. In vi ste si odprli kar veliko možnosti. Sestra Mira Peče, študirali ste psihologijo, če sem prav razumela, tudi teologijo. Na začetku, da. Ja, potem sem nadgradila, mi imamo v Rimu našo fakulteto za vzgojne vede, se imenuje Auxilium, kar nekaj naših sester je tudi tam končalo študij, nekatere bolj katehetiko, druge pedagogiko. Jaz sem bila poslana bolj za psihologijo. Ste še kakšen naziv pridobili? Vzgojne vede, ne, s specializacijo v psihologiji. Tako bi bilo danes. Ne. Danes bi bilo priznano kot magisterij. Ampak ko sem jaz začela poučevati v Želimnem, sem morala imeti en papir in nostrificirati, sem dobila kot diplomo samo. Ne. Še ni bilo vsega tega procesa bolonskega in v Italiji so šele zdaj tako prišli do tega, da tudi so študiji tam na naši fakulteti za vzgojne vede priznani. No, in z tega vidika jaz sem bolj ostajala čas kot voditeljica ali spremljevalka tudi naših kandidatin, ko sem se vrnila nazaj, poleg tega poučevanja. Tudi nekaj časa sem delovala na Bledu, kjer smo sprejemali razne skupine mladih. Verouk res nisem prav veliko poučevala, čeprav teologijo sem do določene točke študirala. Nekaj sem, to sem hotela prereči, sem nadgradila, ko sem šla na ta Auxilium, smo imeli prve 2 leti, 3 leta tudi še precej svetega pisma, pa filozofije in teologije, potem je bilo pa bolj usmerjeno v tisto specifično smer, za kar so nas poslali. In kako je biti obdan skoraj da vsak trenutek dneva z mladino? Gotovo je lepo, ker res za mlade smo nekako darovali Bogu naše življenje, mlade ljubimo, jih imamo radi in nam je mar, da so, kot je rekel Don Bosco, da bi bili srečni tukaj in v večnosti. In je hudo, ko vidiš enega mladega človeka, ki ne ve, zakaj živi ali nima motivacije, in je silno lepo, ko vidiš mlade, ki cvetijo, ki odkrivajo vse različne možnosti, ki jih v življenju imajo. To je silno lepo. Je pa gotovo, ko si obdan z njimi ves dan, tudi naporno. Zdaj, ko si mlad, to ne čutiš toliko, ko si starejši, pa malo bolj. Saj zato mogoče tudi jaz zdaj nimam tega, čeprav ni bilo vprašanje, da bi mi ponudili, da bi zdaj jaz nekje delovala cel dan z mladimi v tem trenutku mojega življenja. Če je pa potrebno, pa rada grem nadomestiti kakšno uro verouka. Potem pa rada sem tudi s kakšno drugo skupino, trenutno imam tudi, sodelujem z takšnimi agilnimi ženskami. Na takšnih srečanjih rada sodelujem in spremljam tudi bolj odrasle osebe. Pa tudi morda bi se še za trenutek vrnila k mladini. Tekom teh let, ko ste jih spremljali, kaj ste opažali pri generacijah? Bi lahko primerjali takrat v 90-ih letih, naprimer, pa zdajšnjimi? Težko primerjam, nimam res toliko direktnega stika, drugače pa toliko, kolikor lahko rečem, res vsaka generacija mladih, to še tudi mlajše sestre rečejo, je drugačna. Res je, da ima druge možnosti, tudi čisto v drugem svetu živijo, v takšnem odprtem svetu. Imajo na voljo vse možnosti komuniciranja, potovanja, soočanja z drugimi realnostmi, kar v 90-ih letih, česar v 90-ih letih ni bilo. Tako da to je res en svet, ki se je zelo spremenil. Ampak jaz vedno hvalim Boga, da sem živela v svetu, v katerem sem živela in da tudi danes živim v tem trenutku. To gotovo je to zame najboljši čas. In tudi, ko vidim ta silni napredek, že sam tehnologije, pravim, hvala Bogu, da sem do te točke prišla, ker zdaj res ne bi mogla več tako s takšno hitrostjo slediti vsemu temu, kot to uspejo mladi. Čeprav nekaj že nadgradiš. Tako, da ostajate v stiku. Sestra Mira Peče, od leta 2008 pa potem naslednjih 6 let ste pa kar konkretno prepotovali v svet. Bili ste v Boliviji, Venezueli, Paragvaju, Argentini, v Čilu, tudi Severno Italijo so pa že omenili. V kakšne razmere ste vstopali takrat, predvsem v Južni Ameriki? Tam sem pa res bila cel dan z mladino, veste.
In s sestrami bi rekla, pa to bolj zjutraj pa zvečer, čez dan pa z mladino in sem srečevala najrazličnejše skupine. Torej, moje poslanstvo je bilo takšno, da sem v imenu vrhovne predstojnice šla obiskat te razne pokrajine in videti, kako živijo sestre, kako vršijo poslanstvo, kakšne so tudi morda težave, ne, da bi čim bolje spoznala realnost, v kateri živijo in delujejo, in to realnost prenesla potem nazaj v vrhovni svet, tako kot tudi vse druge moje kolegice. 7 nas je bilo tako imenovanih vizitatoric in smo na podlagi teh poročil potem videli, kaj naša redovna družba danes potrebuje, kakšno animacijo potrebuje, kakšne nove pobude so potrebne, morda kje je tudi osebje, če treba poslati kakšno misionarko, ali ko smo postavljali, smo morali določati novo predstojnico, da smo spoznali tudi realnost, katere so tiste osebe, ki so sposobne v tisti dani situaciji voditi, ne, realnost, v kateri so se nahajale. In kaj ste odkrivali in spoznavali? Spoznala sem nov svet, svet poln mladine, velike šolske objekte, ne, šole vseh stopenj, z ogromno laičnimi sodelavci, ki so vstopili v ta salezijanski duh, so se naužili nekako prav usvojili to salezijansko karizmo ali pa so bili v tem procesu, ne, da so potem tudi oni že počasi vstopali in vodilna mesta na teh šolah oni zavzemali, ker dela ogromno, možnosti ogromno, delavcev pa malo, tako kot je Jezus rekel, ne. Tudi sem videla, v Boliviji je še kar bilo nekaj poklicev, medtem ko recimo v Argentini, Čile, v Urugvaj, Paragvaj malo več, tam pa je že nastala tudi kriza. To so bile posebno Urugvaj in Argentina prve dežele, kamor so salezijanci pa sestre hčere Marije pomočnice prinesle karizmo. Tam se je najprej začelo, se je razbohotilo, so nastali te veliki kompleksi, ne, šol in vsega. Potem pa je tudi proti koncu 19. stoletja oziroma 20. stoletja že zmanjkovalo poklicev, ne, in tako da težave pa zaskrbljenosti v tem smislu, kako peljati naprej. Ali zapreti šole ali kako drugače, no, in so gotovo ta možnost delovanja z laiki in odprtost laikov, zato da se oni tudi formirajo v tem salezijanskem duhu, v duhu da bi vzgajali v preventivnem sistemu, so to vstopajo in to je nekaj, ena bila tudi večjih skrbi, ne, v tistih letih in še ostaja, kako pridobivati novi kader. Zakaj? Zato, ker velikokrat so bili ti laiki res odlične osebe in so dobili nove kompetence, ne, nove možnosti, ampak potem je pa mogoče država ponudila boljšo delovno mesto, tudi čisto vodstvena služba in so šli gotovo tja, kjer so najbrž tudi več zaslužili, ker to večina, nekaj sofinancira država te naše šole, zdaj različno od držav, večino pa morajo sami poskrbeti in nekaj starši tudi plačati, ne. In če so ti kraji bolj revni, in mi naj bi bili bolj revnih predelih, a ne, tam gotovo starši ne morejo prav dosti doprinesti. In če je več laičnega kadra, ki poučuje, ki ga je treba plačevati, tudi zmanjka sredstev, a ne. To je vse nekako povezano tudi s financami. Ste se kdaj na teh obiskih znašli v različnih situacijah, razmerah, ko ste se pa res zatekli samo še k molitvi? Ja, to je bilo tako, recimo, ko sem stopila v te nove realnosti, sem bila v začetku tudi malo zgubljena. Ne sem rekla, kaj bom zdaj jaz tem sestram, pa so same ravnateljice skupnosti ali pa tudi šol govorila, ko prihajam iz enega drugega konteksta, ne, pa nimam te njihove izkušnje, pa ne poznam situacije, torej moram bolj poslušati, a ne. In se kakšno noč, kakšenkrat, ko sem prišla tja, nisem celo noč spala, drug dan sem morala cel dan nekako voditi razna srečanja, ne, pa tudi kakšne vsebine povedati, takšne bolj, rekla, vzpodbudne, ne. Dejansko sem se potem
tega naučila, ker je le trajalo najprej 6 let, potem pa še nadaljnjih 6 let in v Rimu potem, ko se vrneš nazaj, se še malo bolj pripraviš, ko že veš, kako je treba delovati. Ne. Pa začetek je bil ta, da jezik, ne, ena od prvih stvari me je vrhovna mati vprašala, se čutiš učiti španščino. Jaz sem pa mislila, da, ker so me izvolile za to službo, da me bojo poslali bolj v slovanski svet, recimo na Poljsko, Slovaško, dežele, ki so bolj podobne našim. Ne. V resnici sem šla pa čisto v en drugi kontekst. Se to sem vas želela vprašati, koliko jezikov govorite? Ne prav veliko. Slovensko, pa italijansko, pa zdaj špansko tudi kar dobro gre. No? Jaz, že na prvi vizitaciji, ko sem prva je bila v Boliviji, sem res Boga hvalila, da nisem potrebovala nobenega prevajalca oziroma prevajalke ob sebi, da smo se lahko takoj sporazumeli. In tudi tisto, kar sem povedala, no, so me razumeli. In to mi je dalo pogum. No? Vam kdaj pomešajo štrene jeziki? Zdaj že manj. Včasih kakšno je med italijansko pa špansko besedo, ker so bolj podobne. Ne? Ja, ali pa slovnico tako. Se pravi, vi ste živeli prav teh 6 let v tujini ali ste se vračali? Vračala sem se v Rim. Ko je bilo, da smo bili recimo 2 meseca v Rimu, potem pa 3 ali pa še več mesecev tam v tujini, recimo v Boliviji, Argentini, potem smo se pa spet vrnili v Rim, da smo, kot sem prej rekla, podelile poročila o situaciji, ki smo jo našle in pa potem zastavile naše delo naprej. V Rimu kot vrhovni svet smo imeli tudi veliko drugih vprašanj. Do kdaj, torej do katerega leta ste se vračali v Rim in koliko časa ste zdaj ponovno v Sloveniji doma? V Sloveniji sem od konca leta 2022. To ni še tako dolgo časa. Ne. Torej, zdaj se je ta teren za vas končal? Končal, ja. Ker pač jaz sem zaključila tisto obdobje služenja in sem se vrnila v domovino. Tako, na razpolago tam, kjer me pač sestre zdaj potrebujejo. In zdaj ste? Ja. Zdaj sem na Rakovniku, sem odgovorna za skupnost, pa, kot sem prej rekla, sem del tega inšpektorialnega sveta, tako da tudi malo, če je treba svetovati, ali pa skupaj iščemo rešitve na razne zadeve, ki se tičejo našega redovnega življenja in našega poslanstva. Potem pa dobro v skupnosti pomagam tam, kjer je potrebno. Imamo to starejšo sestro, ki sem prej omenila, sestra Ivana, ki tako zelo rada posluša Radio Ognjišče, zelo povezana z vami in res veliko lepega prejme. In jo pozdravljamo, sestra Ivana, prav pozdravljeni, lepo, toplo. Tako, in skrbim za to, za zdravila, ki jih potrebuje in če je kaj potrebno za njo. In tako, na razpolago sestram, pa tudi potrebam v hiši. No. Bi še šli nazaj po svetu? Ja, če bi morala iti, oziroma če bi bila poklicana, da bi rekla, da je to, da se pokaže kot neka potreba, gotovo. Sej ena od stvari, ki nas označuje, je prav ta, da naj bi bile podobne Mariji, ki je sprejela Božji načrt, je privolila van in je bila potem vedno Bogu na razpolago. No, tako nas učijo tudi naši redovni ustanovitelji, v tem primeru Don Bosco in sveta Marija Dominika Mazzarello, ki sta se potem tudi odlikovala. In nasplošno za obljubami smo naredile za obljubo čistosti, uboštva in pokorščine. To pokorščina sploh pomeni, da bom sodelovala z vsem tem, kar me bo tudi redovna družba prosila. Ker Bog se potem nekako pokaže svojo voljo, manifestira, kot pravimo. Ne? In kljub temu, da ste zavezani pokorščini, pa je kdaj težko, ko prideš v neko skupnost, seveda začetki so vedno težki, ampak potem po nekaj časa, ko se človek privadi stvarim, ponovno vzeti kovčke in se odpraviti drugam. To je nekaj najtežjega. Kako ste to doživljali? Jaz sem bolj takšna, bolj zapečkar bi rekla, se navadim na dom in sem rada tam, kjer sem. Res, imam rada skupnost, tudi svoj dom imam rada imam skupnost, rada sem imela tudi v tujino tisto skupnost, kateri sem bila dodeljena, kjer sem živela in ko je treba zopet iti nekam, in tudi ko sem nekam prišla,
Na začetku sem se tako počutila kot nekaka riba izven vode, potem pa se navadiš, mi bi bilo težko odideti od tam. Vsakič spet nazaj v Rim. In potem iz Rima zopet v novo realnost. Ampak to so ti, bi rekla, čisto človeški elementi, ki so normalni. Pa ste še v stiku s tistimi skupnostmi oziroma z ljudmi, s sestrami, ki so tam živele, delovale, ali pa tudi z tistimi ljudmi, ki so prihajali v te šolske zavode? Glejte, tako je. Najbolj sem povezana s temi sodelavkami v Rimu, s temi, ki zdaj tudi nadaljujejo, ampak ki so ene še iste ostale, druge so se vrnile v svoje domovine, svoje province. Z njimi smo povezane, potem z nekaterimi osebami iz teh najrazličnejših koncev se bolj ali manj redno ali po praznikih dopisujemo, smo povezani. Drugače pa prav pretirano se pa ne vmešavam v stvari, ki so bile pač poverjene me eno določeno obdobje mojega življenja. Jih pa obiščem, rekla, duhovno vsak večer in vsako jutro, ko jih izročim po Mariji, blagoslovim in se Bogu zahvalim za vse tiste osebe, ki sem jih v življenju srečevala. Prosim za njih Božjega blagoslova. To sem jim obljubila vsakič, ko sem se v njih poslavljala. Nekaterim sem se vrnila večkrat, drugim manjkrat, ampak tako se spletejo te vezi. In res, tako v molitvi sem tudi danes vedno znova hvaležna Bogu, Mariji za ta razna srečanja in se jim skušam oddolžiti tako, da molim za njih in res kličem najodličnejših Božjih blagoslovov na njih. Včasih tudi s kakšnimi od deklet se še dopisujem iz teh raznih koncev. To nam omogoča WhatsApp. Sem pa odprla tudi Facebook, ampak to pa zaradi covida. Ko sem bila še na tem delu, in sem bila v Južni Italiji in bi morala obiskati še določene skupnosti, so zaprli vse ceste, vse možnosti potovanja in nisem mogla osebno obiskati sester na Malti, recimo, ali pa določenih skupnosti v Italiji, na jugu. In takrat sem preko Facebooka jih obiskala. Smo se potem po Messengerju pogovarjali, pa pokazali so mi svoje dejavnosti. Takrat sem se podala v to. Pa se pravzaprav veliko ne komuniciram potem, kadar je pa kakšen tak cerkveni dogodek od papeža Frančiška, predvsem veliko stvari, pa morda zdaj malo manj, ta teden nisem imela še toliko časa. Sem tudi podelila, tako nekako za vzpodbuno. Morda, ker smo ravno v tem mesecu spremljali, ko ste že omenili papeža Frančiška, ker se je poslovil na začetku meseca, morda kako ste spremljali pa izvolitev novega papeža Leona 14. Res z velikim pričakovanjem, z veliko molitve, tudi me sestre, z željo, da bi res Sveti Duh pokazal tistega, ki ga je Oče izbral in da bi tudi kardinali v to privolili, da bi tudi oni na to Božjo voljo spoznali. Pa z velikim zaupanjem, da tako bo. Jaz sem imela Frančiška neizmerno rada, ker sem tudi osebno, še predno je bil papež, sem se z njim srečala v Argentini. 2. avgusta 2012 sva takole kot midve zdaj tu sedela 1 uro in se pogovarjala in mi je vse sorte tudi že v Sloveniji povedal, to, kar so potem mediji dali ven, kako je bil na Brezjah in kako je obiskal družino. In kako ste ga doživeli, kakšen človek je bil? Zelo takega človeškega osebo, ki posluša, ki se popolnoma posveti osebi, ki je prišla, ki se vživi v situacijo, ki se spomni, odkot si prišel in te hoče povedati, da ten ta delček tvoje domovine tam, kjer si. Potem, kako je poznal sestre, kaj mi je povedal 3 stvari takrat, da naj prenesem sestram, kako jih bom srečevala še naprej, kako naj bomo matere, kako naj se zavzemamo za mlade ljudi in tako na ta materinski način skušamo stopiti v njihova srca, kako naj ne pozabimo ubogih in kako je hvaležen za starejšim sestram, kako naj tudi starejše sestre pozdravim in se jim zahvalim,
ker so njemu vsak advent in vsak postni čas poslale eno malo darilce, torej prihranke. Odpovedovali so se kakšni stvari, ne, zato da so lahko nekaj doprinesle, da je takrat še nadškof iz Buenos Airesa lahko podpiral bolj uboge. In to je imel on v srcu in zato se je zahvaljeval in tako poudaril še meni, povej ti to, sestram, da jaz tega ne pozabim. In potem, ko sva končala pogovor, zdaj se bo pa še slikala, ne? Tudi to, da bom ja imela spomin, jaz sem bila tako malo že zmedena, ne misliš na vse te stvari, se bomo slikali. Potem do dvigala in še z dvigalom do izhoda. Potem, ko sem enkrat drugič šla, je ena gospa na vratariji rekla, vedno in z vsemi je tako, ne samo z vami. Vedno z vsemi tako postopa, se jim posveti popolnoma. In ko smo se potem v Rimu enkrat, večkrat sem ga videla ali na kakšni audienci, enkrat pa sem se mu še bolj lahko približila in rekel, sva se srečala, se je spomnil, ne, iz obraza. Kakšna veličina človeka. Tako res, samo ta človeški vidik, ampak mene je tudi nagovoril, ne, tudi s svojo duhovnostjo, s svojimi pobudami, ki jih je dal vse od začetka. Ne. Sestra Mira Peče, z zaupanjem ste torej spremljali izvolitev novega papeža, zaupali ste za to, da bo, kot ste sami rekli, Sveti Duh pokazal na tistega pravega, ki bo cerkev vodil v pravo smer še naprej. S kakšnim zaupanjem pa Svetega Duha prosite, da bo vodil vašo skupnost? Saj jo vodi. Še naprej, tako, še naprej. Ja, v prihodnosti. Vidim, da Gospod deluje v vsaki sestri in vseh tistih, mislim, s katerimi se tudi srečujemo. Sestre se prizadevajo, je pa potrebno imeti nekako to odprtost in res to zaupanje, kot pravite, ne, da res deluje, zato tudi spoštovati to različnost. Tega smo se tudi od papeža Frančiška veliko učili. No, jaz ljubim cerkev in sem imela zelo rada vse papeže, ki sem jih bolj poznala, od Janeza Pavla II., ki sem ga srečala kot novinka, potem do Benedikta, tega sem malo manj srečevala, takrat sem bila bolj okrog po svetu. Potem pa papeža Frančiška in tega sem že tudi vzljubila, ker mislim, da je res pravi človek za ta današnji čas. No in tako, od vseh teh oseb, ne, naših pastirjev, se učimo nekako tudi te odprtosti, kako je potrebno zaupati, da Bog deluje v vseh, tudi v tistih, recimo, ki ne mislijo tako kot jaz, ki imajo nove, drugačne pobude, drugačne poglede in po tistih včasih Sveti Duh še bolj deluje. Tudi naša redovna ustanoviteljica je imela ta način, ta pristop, ne samo sestre, tudi dekleta, ki so bila že takrat v zavodu, je vprašala, kaj pa one mislijo o določenih temah, o določenih izbirah, ne, pobudah, ki bi jih dale. Tako da nam včasih manjka, ne, ta notranja svoboda, da bi s tem zaupanjem dali prostor drugim in pustili, da tudi svoje ideje prinesejo na dan. Ampak potem pa gotovo je pa potrebno najti pride do nekega soglasja. Tako, in sestra Mira, s to lepo mislijo vašo o zaupanju in spoštovanju različnosti tudi zaključujeva najin pogovor. Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in bili naša gostja. Hvala lepa tudi vam še enkrat za povabilo, za vaše zaupanje, za vprašanja, ki ste mi jih tako odprli in možnost, da sem odgovorila, kolikor sem uspela. Potem pa vas lepo povabim, vas in poslušalce, da pridete kdaj tudi na Rakovnik, kjer je moja skupnost, ki je v tako okrilju Marije Pomočnice. Tam imamo svetoletno cerkev, svetišče. Marija vabi vsakega, ga pričakuje. Če pa ne morete priti tja, pa pridete s srcem in jaz vas bom tudi izročala njej, ki je naša mati, pomočnica in vodnica, kot je bila do zdaj, bo še naprej. Z največjim veseljem, najlepša hvala, sestra Mira. Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci. Oddajo sem pripravila Maja Morela.